Ja, razstavo v novogoriški mestni galeriji sem zasnoval kot dve generaciji, ampak tokrat poezija slikarstva in poezija pesnikov. Dve generaciji, ki predstavljata v bistvu vrhunce tako v poeziji kot v slikarstvu. V poeziji sem se odločil za Matjaža Kocbeka, ki ga izjemno cenim in sem mu tudi izdal pri Hiperionu izbrane pesmi, in pa Aleša Debeljaka z zbranimi pesmimi, ki so izšle pri Kondorju. Aleš in Kocbek sta posebne vrsta poeta. Prav tako sta posebna vrsta poeta slikarja Emerick Bernard, ki je kar naenkrat ponovno vzniknil, začel slikati nova dela, ki so zelo zanimiva. Vsi pravzaprav govorimo o njegovem obdobju 80., 90. let, ki so dosegla višek, vendar tudi tokrat, leto predtem, pa tudi letos, ustvarja dela, ponovno barvna, ki so vznemirljiva, izjemno dobra. In pa Živko Marušič od starejše generacije, njegova poetika je znana, to je eden redkih slikarjev, ki še vedno slika, se pravi, ki ni zamrl, ki ni prenehal slikati oziroma se ne ponavlja. No, od mlajših slikarjev sem se odločil za Suzano Brborović, ki je stalni član moje ekipe. Maruša Šuštar je izjemno pravzaprav napredovala. V vmesnem času 2-3 let je bil nek zastanek, tokrat pa slika neverjetno dobro na velikih platnih. Sama seveda ni zadovoljna s svojimi deli. Išče pravzaprav napake, tako v veliki barvni sliki vidi poteze, ki so pregrobe, pretrde in želi neko nežnost izraza in izpovedi. Prav takšna je tudi od pesnic Neva Lučka Zver, moje odkritje. Izdala je samo eno pesniško zbirko Razsežnosti in v bistvu njena poezija je čista svetloba. Medtem ko je Anja Golob že uveljavljena pesnica, prejemnica 2 zaporednih Jenkovih nagrad, in v bistvu ona je bolj radikalna, bolj je v krču, bolj bruha iz nje. No, omenil sem svetlobo Neve Lučke Zver. Namreč naslov, pravi naslov te razstave je Tofos, svetloba, lumen, lux, in pa tema, midron, Dunkelheit v nemščini. Midron je v grščini seveda neka motnost, smotnjava, neka negativna svetloba. Prav svetloba in tema v sodobni slovenski poeziji in slikarstvu. Zakaj pravzaprav se odločam za tak naslov? Nek Debeljak je vedno temen, je vedno v njegovi poeziji slutnja ali pa napoved smrti. Že v Imenih tišine oziroma v zgodnjih zbirkah začutimo to nelagodje. Tudi Matjaž Kocbek je krčevit, bruha iz njega, neverjetna energija in pravzaprav svetloba se staplja s temo, tema se staplja s svetlobo. Medtem ko so slikarji skoraj vsi v imenu luči, v imenu čiste svetlobe, skoraj nebeške razsvetlitve, razen pa morda Eneja Gale, ki je morda namenoma zaradi naslova same razstave razstavil sliko,
kjer pravzaprav z dodatnimi elementi svojih objektov na steni in v prostoru nekako prižiga luč iz teme globine podobe. Pravzaprav so vsi avtorji predstavljeni kot slikarji v trenutni največji formi. Jaz mislim, da je to lahko pendant, delni pendant razstavi o nedolžnosti ali pa izgube nedolžnosti v Moderni galeriji, kjer je pravzaprav kustosinja Martina Vovk nekako nekatere avtorje upoštevala, druge spet ne. Žalostno je, da ni Nike Zupančič, ki je trenutno ena od največjih upov slovenskega slikarstva. Mislim, da je tu Barborovića, Marušta Šuštar in pa seveda Živko Marušič, Emerik Bernard, pa tudi Enej, da so predstavljeni z najboljšimi deli.